Brez slovnice se ljudje med sabo bi verjetno precej enostavno sporazumevali. Verjetno pa hkrati tudi ne bi bilo nečesa, čemur bi rekli knjižni jezik. Skratka, jezika, ki bi ga vsi uporabljali na enak način, z enakimi pravili, v vsaj približno enaki izgovorjavi. Za jezikoslovca v jeziku nikdar ni nič narobe v absolutnem smislu. Prej bi lahko rekli, da določene besede, določene slovnične konstrukcije v določenem času delujejo manj primerno, določene pa bolj primerno. In to želijo doseči jezikoslovci, da bi vsak poznal nek osnovni bonton svojega jezika in da bi zato samozavestno uporabljal ta jezik. Tudi če bi govorili jezik s samimi napakami, bi nas namreč govorci, ki bi nas poslušali, verjetno razumeli. Vprašanje je samo, če bi imeli o nas dobro mnenje. Slovenci smo specifičen narod, imamo preko 40 narečij, kar pomeni, če zgodovinsko pogledamo, narodnostno seveda za neko skupno rabo potrebujemo določena pravila oziroma določene zakonitosti, ki nam olajšujejo potem medsebojno komunikacijo, sporazumevanje. Že samo, če grem na javno rabo jezika, upravno rabo jezika, pravno rabo jezika, tukaj vendarle potrebujemo neko skupno rabo oziroma neko skupno normo, ki pa je seveda največkrat gre seveda pri normi za predpis, kar pomeni, tega pa se moram priučiti. Dvomim, da bi govorci nekega jezika zelo dolgo zdržali, sploh brez vsakega pouka o tem jeziku, brez vsakega slovarja. Brez slovnice in slovarja namreč običajno, in tudi to smo doživeli že v slovenski zgodovini, med ljudmi zavlada negotovost, kaj je prav. In ljudje smo očitno narejeni na tak način, da včasih želimo vedeti, kaj je prav. Ljubezen do jezika nam je dejansko vraščena. Pri slovaropiscih in pri slovničarjih pa je nujno povezavati še dejansko z neko strastjo do jezika. Izdelava slovarja vzame približno eno življenje. Če tu ni neke strastne ljubezni, neke ljubezni do tega, da se z jezikom ukvarjaš zato, ker se drugače ne da živeti, je nemogoče biti slovaropisec ali slovničar. Zato, ker enostavno ni nujno, da boš dočakal rezultat in mora biti za to užitek že delo samo. Pravzaprav vsi slovenščino odlično obvladamo. In da bi se pravzaprav morali izhodiščno jezika slovenščine učiti ob opazovanju samega sebe. Se pravi, da bi se zavedali, da je slovenščina jezik, del moje biti. Tako kot je del mene, so moje okončine, barva mojih oči, je tudi jezik del mene. Kar pomeni, da bi morali poudarjati to samoopazovanje, to refleksijo, kako govorim, kakšne strukture uporabljam, kakšne besede uporabljam, na kakšen način. Se pravi, da na nek način pouk slovenščine bi moral biti tudi pouk samoopazovanja. In na ta način bi lahko seveda vzpodbujali, razplamtevali to ljubezen. Tudi ta jezik, ki ga uporabljajo mladi, je zgolj doprinos k slovenskemu jeziku.
In je popolnoma normalno, seveda, da v določenih okoliščinah uporabljam jezik, ki je značilen za tiste okoliščine. Se pravi, ko sem na internetu, ko sem na blogu, ko sem ne vem kje na Facebooku, pač uporabljam drugačne strukture, drugačno leksiko, kot pa jo uporabljam, ko pišem spis oziroma nek esej za šolsko nalogo. In se mi zdi, da tudi to se premalo poudarja. Že zelo majhen otrok, pri 2-3 letih, je sposoben preklapljanja. Drugače govori s svojim očetom, z mamo, ko oponaša, če gleda seveda risanke na televiziji, ko oponaša nekega risanega junaka, bo preklopil lahko bolj v zborno izreko oziroma v to izreko, ki jo je slišal na televiziji, kar pomeni, da že 2-3 leten otrok je zelo jezikovno razvit, se pravi, se v njem prebujajo in razvijajo ta različna drevesa, se pravi, ki tvorijo gozd, ki ga jaz imenujem slovenski jezik, kar pomeni, da tudi mladi, ko so na teh svojih spletnih straneh oziroma Facebookih in tako naprej, seveda uporabljajo jezik, ki je pričakovan in popolnoma ima vso domovinsko pravico, da obstaja na tistih straneh. In tudi mladi seveda znajo odlično preklapljati iz ene zvrsti v drugo. Tako da jaz tukaj rečem samo, hvala Bogu, da je tako. Moje mnenje je, da bo v prihodnjih letih in desetletjih najvažnejše znanje o jeziku to, da bomo znali presoditi, na kak način govoriti in pisati ob kakšni priložnosti. In to ne glede na medij. Prihodnost jezika je nemogoče napovedovati. Dokler imajo prebivalci nekega območja željo in potrebo uporabljati določen jezik, bo ta jezik obstal. In trenutno mislim, da v Sloveniji obstaja močna želja uporabljati slovenščino in da po drugi strani slovenščina ni bila še nikoli v svoji zgodovini tako zelo samoumevna na vseh delih našega življenja. Res je, da nas to po eni strani uspava, zato ker vse samoumevne stvari kmalu postanejo preveč samoumevne, nikakor pa nismo v kakem slabem obdobju.